Svetost življenje. Svetost življenja. To sta dve čudoviti besedi, ki v ljudeh prebujajo občutke, da to ni res, da svetosti ni, da je življenje trpljenje. In vendar je beseda svetost življenja zelo resnična. Ampak za koga? Za tiste, ki so se odprli resnici. Sveti resnici, ki nas resnično vodi do popolne radosti in do življenja, do zdravja. Sveto življenje je želja vseh vernikov, vendar na sveto življenje čakajo po smrti. Češ smrt nas bo odrešila. Tudi Jezus je šele po smrti pokazal vstajenje. Jutri bo veliko ljudi slavilo vstajensko jutro. Jedli bomo jajčka, šunko, hren in se veselili lepe nedelje. Kaj pa danes? Kaj pa danes se ljudje spominjajo? Spominjajo se, da je Jezus umrl na križu, da je umrl za vse naše grehe in da je v grobu. Ampak jutri bo dan vstajenja. Vendar pa pozabljamo, da vstajenje je bilo samo enkrat in da je še vedno to vstajenje in da Jezus živi. Jezus živi. Res je umrl na križu telesno, zaradi mučenja, zaradi hudobije, zaradi vsega tistega, ker v danih tistih časih farizeji niso mogli razumeti, še manj pa pohvaliti, še manj pa slaviti oziroma to tudi predajati naprej. Farizeji so bili ljubosumni na Jezusovo ljubezen do življenja. Zelo ljubosumni. Niso prenesli, da je celo v sobotah ozdravljal bolnike. Niso razumeli, da vsi želijo se učiti od njega in ne več od njih. Jezus je bil nekaj novega in zato, ker je imel modrost Svetega Duha, ljubezen, znanje, to, kar farizeji tedaj niso imeli, so bili farizeji na njega dobesedno ljubosumni, jezni, tožili so in zahtevali njegovo smrt, ker so mislili, da bo smrtjo vsega konec, da bodo lahko vladali naprej svobodno in učili ljudi črke, ki ubija. In vendar so se zmotili. Jezus je res bil 3 dni v grobu, ker je prebujal tiste ljudi, ki so verjeli v vstajenje od mrtvih, ko bo prišel ta odrešenik na zemljo, ta popolni Božji sin. In to je delal. Tiste 3 dni, ko je bil za nas zemljane mrtev, v resnici pa je bil v Hadesu. In takrat je bilo prvo vstajenje vseh tistih, ki so zaspali v veri v vstajenje.
To je bil velik dogodek za tiste, ki so spali veliko let, vendar so zaspali v veri v vstajanje. In to se je zgodilo tiste 3 dni, ko je bil Jezus v Hadesu. A 3. dan, ko je opravil svojo misijo v Hadesu, pa je vstal. Ljudje pravijo od mrtvih, vendar on duhovno ni bil mrtev. Človeško telo je bilo 3 dni negibno, vendar njegov duh, njegova duša, njegovo duhovno telo pa je bilo živo. Bogu hvala, ker je svojo misijo zaključil. On je mogel prevzeti človeško telo, da je lahko ljudem pokazal, da obstaja nekaj več. Da obstaja tisto življenje, ki ste ga imela Eva in Adam na začetku stvarjenja. Imela sta popolno telo. Lahko bi živela večno in rojevala zdrave otroke brez bolečin in živeli bi v raju dobesedno vso večnost. Vendar, ker so odšli iz izvora življenja, od Boga stvarnika, ker so verjeli, da je močnejši in boljši, ker so šli v sodbo, kaj je dobro in kaj je slabo, ker so pozabili biti zvesti svojemu stvarniku, očetu vseh živih in nevidnih stvari, je na žalost prišlo staranje, težave, bolezni, vojne. Eva je rojevala pač v bolečinah, Adam se je mogel truditi za vsakodnevni kruh, otroci so se med seboj kregali, ubijali, vendar bil pa je spomin, da obstaja nekaj več. In ljudje so želeli odrešenje od muk, trpljenja, smrti, od vojen. Želeli so si. Tudi preroki, ki so prihajali na zemljo, so to obljubljali, da bo prišel odrešenik, ki bo vse to spremenil v življenje, v radost. Da bo popravljen ta greh, ta odsotnost, ta odveza od vsemogočnega Boga. In to se je zgodilo. Rodil se nam je odrešenik po Svetem Duhu. Oče, Sveti Duh je bil njegov oče. Zemeljska mati pa je sprejela Božjo voljo. Bila je izbrana, posvečena, po Svetem Duhu je spočela in rodila nam je resnično odrešenika. Enkrat letno praznujemo njegovo rojstvo. Nažalost, enkrat letno tudi praznujemo njegovo mučenje in hvala Bogu tudi njegovo vstajanje. Vendar to vstajanje ima veliko globji pomen in moramo se prebuditi in razumeti, zakaj je Jezus napovedal svojo kruto smrt. Zakaj je vedel, da bo na tak način umrl, kot je umrl. Zakaj je dovolil, da so ga vojaki odpeljali na sodbo. Vedeti moramo, da je bilo to njegova misija. On je prišel na zemljo, da bi premagal smrt. Spremenil smrt v večno življenje. Zato je prišel. Zato se je rodil. Da bi grešniki postali svetniki. Da bi smrt se spremenila v večno življenje. Da bi se bolezni spremenile v zdravje. Da bi se solze spremenile v radost. In da bi se ločitve spremenile v skupnost. Zato je oče, ki ljubi normalno svojega sina, poslal sina v ta zemeljski svet,
da bi ljudje, ki so bili bolani, ki so umirali, ker so bile vojne, da bi se vse to spremenilo nazaj v Božjo kraljevino. Da bi zemlja postala to, za kar jo je Bog ustvaril. Da bi mi ljudje postali to, za kar smo ustvarjeni. Otroci radosti, otroci ljubezni, otroci zdravja, otroci življenja. Da bi imeli sveto življenje. Zato je prišel Jezus. Obujal je mrtve. Pokazal je svojo svetost na gori spremenitve. On ni rabil umreti, da bi postal posvečen, ker je bil posvečen še predno se je rodil. Prevzel je zemeljsko telo. Živel je med nami in nas dobesedno prenašal. Tudi svojim učencem je včasih rekel, koliko časa bom še med vami, nič ne razumete. Ja, res je. Težko razumemo svetost življenja. Težko razumemo s svojimi zatemnenimi očmi, svojim človeškim srcem, to čudovito ljubezen, s katero nas je Bog obiskal z Jezusom. Težko razumemo to neverjetno ljubezen Jezusa, ki se je pustil mučiti zato, da je zemeljsko umrl in prišel v Hades, da je obujal ljudi, ki so zaspali v veri, v vstajenje, ko bo odrešenik prišel na zemljo. Težko je to razumeti, vendar je to resnica. Resnica, ki se je ne da več skriti. Resnica zmaguje. Resnica je tukaj. Čeprav je danes sobota in veliko ljudi še vedno gleda Jezusa v grobu in bo šele jutri vstal, in to zjutraj, in bodo odšli z jajčki in z šunkami in hrenom na vstajenski zajtrk in bojo veseli, in to jutri, ne danes. Ampak zakaj ne bi bili veseli že danes, pa včeraj, pa še jutri, pa jutrišnjem, če je to narejeno? To je že narejeno enkrat za vselej, za vse nas. Veselimo se. To je svetost življenja. To je ta svetost, katera se moramo v tem trenutku veseliti, sprejeti in jo deliti naprej. In Društvo za srečno življenje Beliš vam želi vstajensko jutro vsako jutro in vstajensko sveto noč vsako noč. Želimo, da smo srečni, zdravi, veseli in da se veselimo življenja, ker to je tudi volja najvišjega našega stvarnika, ki nas je ustvaril za življenje in za radost. Lepe, čudovite praznike, vse dni, vso večnost vam iskreno želi Društvo za srečno življenje Beliš. Hvala lepa za vašo pozornost.